tudi kasneje istočnico, ki je dal gospod Bogovič. Tudi na strani koalicije je bilo danes v nevezanem pogovoru slišati to idejo, da po naslednjih volitvah pa mogoče res prvič v veliko koalicijo. Ne? A v tem primeru dejansko vi pričakujete tudi od SDS-a, ki je pač vodilna bila do zdaj na desnici, da ponudi oziroma da gre na te predčasne volitve z novim vodstvom? Načelo Nove Slovenije je, da vsaka stranka sama odloča o svojem predsedniku, da to ni stvar drugih strank. Kar se tiče kandidature gospoda Jankovića, ima vsekakor to pravico, vendar v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je lahko tudi njegovo pogajalsko izhodišče, glede na to, da ga bremenijo različne obtožnice in mogoče se da na ta račun tudi kaj trgovati. Ocenjujem pa, da ta koalicija, ukolikor želi, da dela naprej, da obstane, bo verjetno problem z Jankovićem tudi na ta način rešila, da bo pač kaj ponudila, tako sama ocenjujem. Vsekakor pa je pametno stališča predsednice vlade, da preizkusi svojo podporo najprej znotraj svoje stranke, ker predsednica vlade ne more voditi vlado, če ne more voditi niti svoje stranke, tako da je pomembno, da ta odnos razčisti. Hkrati pa seveda vemo, kaj to pomeni, če zmaga Zoran Janković, glede na napovedi nekaterih predsednikov drugih koalicijskih strank. Vemo pa, da so ti predsedniki velikokrat že tudi besedo požrli pa spremenili, tako da nič ni 100% določeno. Predčasne volitve v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je bolje, da čim prej pride do njih, če ta vlada ne more izvajati reformnega programa. Do sedaj smo videli, da praktično ni bilo nobenih reform. Če ne more delovati, če se večino časa, 90% že skoraj časa ukvarja sama s seboj. Potem je za Slovenijo vsekakor boljše, da so čim prej druge volitve, trdnejša vlada, ki bo tudi imela večjo podporo državljanov. Kar se tiče Nove Slovenije in morebitne nove koalicije, ne bom špekulirala, kdo bo zmagal na naslednjih volitvah. Morda pa naredimo Nova Slovenija in SLS koalicijo. To se zdaj sicer šalim, ampak tudi ta je možnost, tako da nič ne vemo, kdo bo zmagal. Vsekakor je pa za nas pomembno, da vladna koalicija naredi trdno koalicijsko pogodbo, v kateri točno predvidi, katere reforme so potrebne in da se poenoti že prej. Ne pa, da dolgo časa, mesec in še več dela koalicijsko pogodbo, na koncu pa še vedno vsaka stranka ima svoje ideje in pelje v svojo smer. Zato se nam zdi zelo pomembno, da se koalicijske partnerice prej dogovorijo, kakšne cilje imajo, kako bodo to izvedle, da je med njimi vlada partnerski odnos in da predvsem imajo v mislih državo, državljane, ne pa kako bo ob kaki točki katera stranka skočila ven in propagirala sama sebe. To je za nas zelo pomembno in mi bomo v taki vladi sodelovali, ki bo imela takšne cilje, taka načela in ki bo imela v ospredju predvsem Slovenijo in slovenske državljane. In je skrajni čas, da dobimo tako vlado, kjer bo to v ospredju. Velika koalicija se ne zdi sploh možna, recimo poznavajoč osrednje akterje. Glejte, vprašanje je, katere stranke bodo po volitvah največje. Sedanji dve največji ni rečeno, da bo ta tudi v prihodnosti največji. Tako da, in če pogledamo projekte, ki so jih želeli izpeljati, tako glede privatizacije, glede zdravstva, naprimer, ob pogovoru z zdravniško zbornico je bilo jasno izpostavljeno, da se s to vlado ni mogoče v ničemer dogovoriti, ker so tako različni koncepti, da enostavno ni mogoče izpeljati zdravstvene reforme, ki pa je nujno potrebna. Torej, zato je še kako pomembno, da koalicijske stranke to prej razčistijo, kaj in kako želijo nekaj doseči.
Lahko samo eno vprašanje. Kaj vi pričakujete od aktualne koalicije? Razpadanje po delih, kot smo videli recimo v primeru Pahorjeve vlade, ali relativno hiter konec po recimo kongresu PS? Kaj vi napovedujete poznajoč vse razmere in igralce v političnem prostoru? Če bodo predsedniki strank držali svoje obljube in napovedi, potem v primeru zmage gospoda Jankovića bi morala ta vlada takoj razpasti in takoj tudi biti razpisane predčasne volitve. Ker nima smisla, da se stvari vlečejo, če vlada ni operativna. To pa že v sedanjih okoliščinah ni bila najbolj. Se vi bojite predčasnih volitev? Dve stranki. Ne, v Novi Sloveniji se ne bojimo predčasnih volitev. Mislim, da smo svojim ravnanjem, delom dokazali, da smo zaupanja vredna stranka, ki ima svoja stališča, ki ima svoja načela in pa seveda pričakujemo večjo podporo kot na prejšnjih volitvah in s tem tudi večjo moč in možnost, da uresničimo to, kar želimo. Mi imamo že izdelan, zelo obširen, dober gospodarski program, ki je zdaj gre v procedure, ker je za nas gospodarstvo izredno pomembno, smo dali temu največjo težo, predvsem pa menimo, da je prihodnost za gospodarstvo rast v Sloveniji, da je pomembno, da ne povišujemo davkov, ampak da jih znižujemo, potem, da imamo vitko javno upravo, torej da zmanjšamo izdatke državnega proračuna, da dobijo državna podjetja odgovorne lastnike, ki bodo podjetja stabilizirali, ki bodo nov kapital pripeljali in pa seveda v Novi Sloveniji se zavzemamo tudi za ugodno, primerno družinsko politiko, še posebej glede na to, da tudi demografska slika v Sloveniji je zaskrbljujoča. Jaz bi sem tudi vprašal, kako komentirate nekatere namige, da je dogajanje v pozitivni Sloveniji in sploh tole razpadanje vlade nekako vodeno, programirano, da bi na ta način nekako rasul Levica in do predčasnih volitev do jeseni spravila novi nekaj povsem novega. Ja, gledajte, vse to je možno, ker pač se ve, da so neki dirigenti ali pa strici iz ozadja. Ve se tudi, da kljub velikemu zadolževanju zmanjkuje denarja, da kljub temu, da je predsednica vlade zagotavljala, da smo neodvisni, če ne vzamemo evropske pomoči, vendarle nekateri resni možje napovedujejo, da se ne bomo mogli izogniti evropski trojki. Vse to ni obetajoča prihodnost, zato je prav mogoče, da bo ta razpad koalicije tudi nekje načrtovan, da ne bodo izgubili še tiste podpore, ki so jo imeli do sedaj. Vemo pa, da se nekateri znajo hitro preleviti v nove stranke, dajati nove obljube, nova upanja, tako da taki scenarij je prav mogoč. Lahko prideš tudi bliže k meni. Kar se tiče najprej tega možnega scenarija, mislim, da je več kot očitno, da od trenutka, ko je pokojni dr. Janez Drnovšek izgubil na nek način moč in vpliv na tem levem političnem prostoru, se vedno mer dogajajo te neke pregrupacije, če malce po vojaško rečem, kjer se v enem delu vplivni akterji liberalne demokracije SD-ja malce spremenijo obraze, gredo v druge stranke in s tem na nek način tudi, moramo priznati, zelo uspešno nagovorijo volivce ob največ pomoči nekega jasnega izračuna, pa konec koncev tudi javnostno so vedno tako predstavljeni, da prepričajo ljudi. Tudi sedaj, mislim, se dogaja nekaj podobnega, celo več v času te finančne krize začenja prihajati tudi do povsem nekih novih doktrin na področju politike, kjer se poleg, liberalnih, socialističnih, teh klasičnih evropskih socialistov pojavlja še, primer, kot je demokratični socializem in podobno. In zopet se iz tega celega skupa, po moje,
išče zmagovalno kombinacijo, s katero bi se nagovorili na naslednjih volitvah. Tako da, kdo je ta režiser, kdo to dela, je zagotovo tudi približno znano, pa mogoče niti ni tudi nujno, da špekuliramo o vsem tem, zagotovo se pa del tega tudi dogaja. Sam mislim, da je resnično nastopil čas, da spoznamo, da tudi skozi te igre tudi novih obrazov, ki so po mojem prepričanju v veliki meri tudi razočarani na političnem prostoru, poiščemo ljudi, ki so lahko v bodoče faktor stabilnosti v slovenskem prostoru, ne pa nekih vedno novih eksperimentov. Zato me veseli tudi to sodelovanje dveh programsko-sorodnih strank na evropskih volitvah. Prepričan sem, da lahko tudi skupaj postavimo neko dobro izhodišče za državno-zborske volitve, kjer bi se okoli glasov Slovenske ljudske stranke Nove Slovenije zbrali ljudje, ki verjamejo to, da je delo tisto, ki je prvo in da je potrebno vzpostaviti pogoje za normalno delo gospodarstva, podjetništva, obrti, kmetijstva, skozi dobro delo ustvariti pogoje za socialno državo in da ni izhod v teh vedno novih davkih, ki jih država predlaga. Ob poudarkih, ki jih je tudi že gospa Ljudmila dejala, mislim, da je pomembno v državi enostavno podrobno pogledati, dati na rentgen organiziranost državne uprave in z deregulacijo, debirokratizacijo teh postopkov in pa tudi po mojem prepričanju s prenosom niza pristojnosti na nižjo raven, enostavno to državo poenostaviti in narediti ljudem bolj prijazno, bolj učinkovito in tudi cenejšo. Tu mislim, da je potrebno v vseh teh korakih, ki so bili napovedani, narediti tudi temeljit premislek za reorganizacijo področja lokalne samouprave. Sam sem dosti na tem stališču, da teritorialno območje današnjih upravnih enot preko povezav skupaj s centrom socialnem delu z upravnimi enotami prevzame del teh razvojnih funkcij kot skupni medobčinski organi za tista območja in da je to mesto, na katerega bi morali prihodnje prenesti celo vrsto pristojnosti in od tu naprej to upravo poenostaviti, približati ljudem. In v tem delu mislim, da je poleg teh podarkov, ki so bili že rečeni, enujen podarek, kako v programskem smislu deregulirati, debirokratizirati in decentralizirati državo in jo približati ljudem. Tu vidim sam tudi celo vrsto teh možnosti za pocenitev države, ne bo enostavni rezi, ampak bo potrebno po tej poti. Po drugi strani pa to, kar sta tudi obe poslanski skupini danes predlagali za to, da bi na izredni seji spregovorili o temah, ki nam lahko zagotovijo prihodnost, to je na eni strani črpanje evropskih sredstev, na drugi strani pa tudi vzpostavitev pogojev za to, da se lahko tuje investicije približajo Sloveniji, ker nas zdaj v zadnjem času predvsej veliko se izogibajo. Samo še en stavek. Gospodarstva ne moremo reševati delovnih mest z vedno višjimi davki, vedno višjimi trošarinami, še posebej, če razmišljamo o tem, da je turizem za Slovenijo izredno pomembna panoga. To je tako, da zgleda, da ta vlada velik požar gasi z vedno dražjim benzinom. In enostavno, če ne bomo ustvarjali ugodnega pogoja za delovanje gospodarstva, za nova delovna mesta, za boljše pogoje za turizem, pa tudi druge pomembne gospodarske panoge, potem pač bomo imeli vedno manj prihodkov, vedno manjše plače, vedno več brezposelnih in vedno večje dolgove.